Takole, dragi prijatelji misijona, bratje in sestre, veste, tik pred vstopom v advent smo. Danes je pravzaprav zadnji dan cerkvenega leta, a ne popoldne, ko se bo dan nagnil, bomo že vstopili v... Lahko se tudi sedeš. Ker ne vidiš še drugih, vse je v redu. Ker tu bo zdaj trajalo, ne zato. Torej, zadnji dan cerkvenega leta je tik pred vstopom v advent in ko se dan nagne, bomo že praznovali zvečer prve večernice, prve adventne nedelje in to je že prelom liturgičnega časa in bomo vstopili v advent. Zato mi dovolite, da bi mogoče tudi v duhu tega pričakovanja, tega prihoda, tega novega cerkvenega leta, danes se malo ustavil ob teh besedilih. Slišali smo te govore oziroma od torka naprej poslušamo ta Jezusov nagovor, apokaliptični nagovor, a ne vsi trije evangelisti si delijo ta nagovor, vsi trije govorijo, Luka, Marko in Matej, iz te apokalipse smo rekli razodevanja in nam govori zmeraj o tej prihodnosti, ki se bo dogajala. In veste, Scott Hahn, to je ameriški teolog, ki ga zelo priporočam v branje, mislim, da so na 3-4 knjige v slovenščino prevedene, govori, pravi, razlaga, on je bil prej protestant in protestanti se izredno dosti ukvarjajo s tem razodetjem, a ne? Kaj to pomeni, kakšne prerokbe, kakšna so ta znamenja, so na nebu, se že dogajajo, se ne dogajajo, smo že v poslednjih časih. To v 2000 letih zgodovine so ljudje zmeraj mislili, zdaj bo konc, politi kakšen razvrat je, politi kakšen folk je zabredel v totalno temo, zdaj bo konc sveta. Jezus ne ve, kdaj bo konc sveta. On iskreno pove, samo Oče ve, kdaj bo konc. In se ne ukvarja s tem. Pravi, budni bodite. Scott Hahn razlaga vso apokaliptično literaturo kot razlago svete maše. Sveta maša je apokalipsa za nas, je razodetje. Se Kristus razodeva, kdo v resnici on je in kdo smo mi, ko se pred njega postavimo. Danes nas vabi, v to, da bi, vsako situacijo, posebno težko, zagatno situacijo, lahko mi preživimo na dva načina. In o tem Jezus govori v današnjem evangeliju. To sta dva tipa človeka. Eden, ki pred problemi zbeži, mislim, da Matej v apokaliptičnem nagovoru uporabi besedo, da je razuzdan, imamo mi podarek, ampak je razuzdan, se pravi nekdo, ki se ne pusti več voditi. In to je velik problem. Da se opijanja, danes mi Luka govori o opijanjama, da se odtegne od realnosti, da se omamlja, da se noče soočiti s težavami, da se predaja skrbem tega sveta, to pomeni tega življenja, to pomeni, da se ne zna več veseliti, da išče utehe v minljivosti, v delu, v bogatstvu, v gotovostih in garancijah tega sveta. Nekdo, ki se noče spoprijeti z izzivom življenja. Ker vemo, da življenje ni lahka stvar. Življenje je resna in težka. In kdor bi mislil, da je življenje nekaj lahkega, je bil na neki točki hudo prevaran. Življenje je resna stvar, je poklicanost v nekaj plemenitega, v nekaj velikega in velike reči naj so nidar lahke. Je poklicanost v neko zrelo odločanje, v neke konkretne zrele odločitve, ki pa jih razuzdan in omamljen človek ni zmožen narediti. Zato pravi, bodite budni in molite, ker to čakanje na konec je lahko dolgo in postanemo raztreseni in pozabimo in ne bomo pozorni na življenjske dogodke. Danes so številne motnje, čas
To, kar imamo vsi skupnega, je 24 ur na dan. Bogati in revni, revež, klošar in nek totalni magnatar, vsi imamo isto 24 ur na dan in polno je motenj, ki nas hočejo odtrgati od budnosti. Zato Jezus pravi, molitev je tista, bodite budni in molite. Nenehna molitev, zelo pomembna stvar v našem življenju. Ko sem prišel, moja prva služba kot duhovnik, oziroma takrat sem bil še diakon, je bila v Celju, tako nekako oktobra sem bil konec oktobra posvečen diakonja in sem bolj šel v Celje in prva moja misija, kaj ne rečem, tam poslanstvo je bilo s skavti, to je bila edina mladina, ki je tam obstajala in prvič smo se z njimi srečal na 1. novembra zvečer. Imeli so navado, da so se zvečer zbrali na pokopališču, vsak je dobil en šop lučk oziroma svečk majhnih in smo se razpršili po tistem pokopališču in je vsak pržgal, kjer ni bilo nobene svečke, tam smo pržgali, podobno kot mi v torek. In čeprav tle polno sveč gorelo, zaklepaj. No, in pa smo se zbrali spet na kup in župnik Marjan Gačnik, D.A. takrat je rekel, no, zdaj pa zmolimo za vse te ljudi, za katere verjetno se jih noben ne spominja, pa noben ne moli, pač nobene svečke ni bilo na njihovih grobovih in smo zmolili za tiste. Pa pravi, smo tako kroge še stali, pa pravi, no, zdaj pa zmolimo še za tistega med nami, ki bo prvi umrl. Se tako malo spogledamo med sabo, ne? Kaj se tle govori, ne? In pravi Marjan, nekdo bo molil zase. Ste tako pobožnih in poglobljenih skavtov, naj sem nikdar več videl. Tako poglobljeno in pretreseno so molili. Veste, zakaj vam to govorim? Veste, zato, ker advent, ki prihaja, bi sicer mi lahko razlagali čist tradicionalno, veste, in polno razlag ste bi že slišali, jutri bo to, ali pa še danes zvečer, bo to čudovito dekoracijo zamenjal adventni venček, bo tako umirjeno, ne bo tako razkošno, in poznamo, kaj pomeni venec, poznamo, kaj pomeni ta zelena barva, zelenje v vencu predstavlja upanje sredi neke visoke jeseni, skoraj zime, ko vse že crkuje, mi upamo in verjamemo, da bo še kdaj ozelenelo, da bo še prišlo življenje, seveda najzastojn Božič postavljen glih na zimski solstici, ko se sonce obrne, ker je Jezus luč sveta, on prinaša luč, a ne pa te 4 svečke, ki so vsako 4 tedne do Božiča, jasno, in vsako nedeljo je ena več in je bolj svetlo, seveda luč prihaja, pa ta vijolična barva, ko se liturgična barva spremeni v vijolično, ki nas vabi v neko spokornost, v neko utišanje, kar nam bi še bolj pomagalo pripraviti se na srečanje z Jezuščkom v jaslicah, veste, vse tu lepo in prav. Zdraven je še ta zunanja priprava na Božič, ki buči od zunaj, ki nas nikdar čist ne obide, te lučke, ki jih že novembra začnejo nabijati, pa Jingle Bells, pa nekakšne pesmi, pa kuhančka, pa veseli december, a ne bolj veseljačenje, kakor veselje. Ampak v resnici, veste, mi danes končujemo z novembrom, in november je spomin na rajne, kar je pravzaprav glih ta prava uvertura v advent. Beseda advent pomeni, prihaja iz latinščine prihod, prihod in je priprava na srečanje z Gospodom. Če bomo malo pobrskali po zgodovini srečevanja z Gospodom v Stari zavezi, vidimo, da tega srečanja noben naj preživel. Razen Elija, ki ga je hrbtno videl v hrbet, ampak vsak, ki zagleda Gospoda, je to jasno znamenje, da smo mrtvi. In je advent bi lahko sprejeli tudi kot neke sorte pripravo na smrt. Veste, pol je ta venec, pa te svečke, pa ta vijolična barva rata, kar malo bolj logična.
lahko bi zaključil to pridigo s tem, da bi rekel, predstavljamo si, da bo 24. december o polnoči konc tvojega življenja, konc mojega življenja. Da bi vedel, da imaš dobre 3 tedne časa življenja še pred sabo. Kako bi jih preživel? Kako bi bil, a bi bil še ciničen, a bi bil še zagrenjen? Kako bi to vplivalo na tvoj adventni čas, če bi vedel, da bo takrat konc? Ok, na prvi pogled je to seveda temna misel, a ne? In nobena stvar nas toliko ne strezni kot slovo, kot misel na našo minljivost. In če bi tako končal pridigo, bi Joško tam le zraven, ki bi šel njega, sem tako pokimal, pa tako naredil, kot je v zadnje 2 pridigi, ki sem upal, da bomo še kaj zapeli, pa naj hotel. Ampak, veste, v naši naravi, krščanskem poklicanosti je, da živimo pripravljeni na ta Jezusov prihod. Veste, to ne gre kontra našim predstavam. Mi se zmeraj mislimo, pričakujemo, da bo naslednja stvar nas še bolj poživila, da bo naslednja stvar tisto, zdaj pa bo in celo življenje imamo v glave tu. Še malo stisne pa bo, še v leta, da grem mimo, še maturo naredim, pa bo, sem še službo, sem še diplomiram, pa bo mir, sem še poročim se, pa bo, sem še v penzijo pridem, ko pa v penzijo prišel pol pa res bo, pa nikdar naj. Nikdar naj v resnici tistega mira, tistega srečanja. Ne obstaja na tem svetu neka stabilna situacija, konstantna sprememba življenja nas skozi vabi v neke nove izzive. Je kot, sem rekel že enkrat, kot teniška partija, ki nikdar ti ne serviraš. In če hočeš zmagati to partijo, moraš preprosto se pripraviti, da znaš odbiti žogco na te prave točke. Evo, to je drugačna logika našega življenja. Ta pripravljenost pomeni, da smo budni, da bi srečali Gospoda ne samo na tisti zadnji dan, ampak vsak dan, v vsake priložnosti, kje te bom danes srečal Gospod, kje te lahko srečam. To je pa bolj optimističen zaključek tega mojega dela pridige. A ne, Joško? Evo je že prijel za mandolino. Da postane naša molitev tudi za naprej, kako v bistvu nam je Bog podaril čute, ki jih imamo, da še bolj vidimo, še bolj slišimo. Sestra, prideš gori? Ni prostora. Pa ni prostora. Je prostor, sestra. Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem, ušesa za tvojo besedo. Za tvojo besedo srce odpri, da vzljubim te, Jezus, da vzljubim te, Jezus, še odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem, ušesa odpri mi, za tvojo besedo srce, da vzljubim te, Jezus, da vzljubim te, pa še mrmramo. Kar dovoli, da to, kar poješ, se dogaja.